ti počneš, ne vem, če še hobi, glede na to, koliko časa na teden porabiš za to. Ja, živijo. Toliko časa že nisem v kamero govoril, da se moram spet kar majčkeno navaditi. Se bo hitro, ampak ja, če nekaj cajta ne snimam, je pol na začetku kar tak čuden feeling. Se bo, kaj ne rečem, konec novembra je že. Jaz sem imel zdaj majčkeno pauze od kolesa, zdaj počas spet dodajava postopoma skozi več kolesa, tudi na treningih. In moram reči, da mi je pauza kar pasala, no. Ampak se pa vse zdaj pozna tudi na številkah. Do te mere, da me kar majčkeno zaskrbelo, če sem čisto iskren. Zdaj, na primer, če vozim cono 2, imam ta srčen utrip je ful višji kakor pa prej, no. Tako da, ja, sem takoj Blaža kontaktiral, sem mu povedal, kva se dogaja in je rekel, da je to normalno. Tako da, lej, jaz zaupam mojstru in se nekako držim plana. Je pa pasal, lepo počivati, zdaj pa počitka konc in gremo dalje. Da bo se zbudil? Pšenje v zadnji. Brum, brum. Ja. Takole, danes imam po planu 2 ure cone 2. Zdaj, jaz sem se odločil, da grem ven, čeprav je vzun mrzka pri norcah. Ampak, se bom dobro napravil, pa upam, da bo v redu. Zdajle, ja, brez oblačka je sicer, ampak ja, se pravi, mraz je še vseeno. Kakšne pol urce še počakam, mogoče se še majčkeno ogreje, saj za kakšno stopinjo, pol pa gasa ven. Nobene vročine ni. Mislim, da sem se kar v redu napravil, no. V ruzaku imam sicer še jakno, ampak tisto imam za pol, ko se bom spuščal. Zdajle v štartu me bo sam klanc grel. Zdaj, v planu imam odpeljati tisti, zdaj bi lahko že rekel, moj klasičen krog po Jelovci. Slabih 50 km, pa približno 1000 višincev, kar je glih prav za tegale gorce. Ena taka luštna trasa. Je pa majčkeno tudi odvisen vse od tega, kakšna je situacija s snegom na Jelovci. Že tukaj je sneg padal, kaj ga je sicer pobral, gor pa ne vem kako je. Zdaj, če ga bo preveč, se bom obrnil pa kaj drugega odpeljal. Majčkeno sem tudi časovno omejen, tam do enih moram biti danes doma. To pa zato, ker sem Aljažu obljubil, da greva v kino. Tako da ja, gremo pogledati zdaj, kakšna je situacija na Jelovci. Ko si na soncu, je fajn. Ko prideš takole v senco, pa hitro mraz pritisne. Ampak se pravim, zdajle bo samo klanc nekaj časa, tako da se ne bom nič napravljal. Pol za dol bom pa vrgel gor še jakno pa to.
Zima bela. Takole, sonce se kaže in očitno ne bo tako hudo. Zdaj pa tako, dajmo danes majčkeno govoriti o tem, kako kombiniram, se pravi, službo, kolo pa družinsko življenje. Ogromno vas je, ko vas to zanima, sklepam potem, ker kadarkoli na Instagramu objavim tisto, da me lahko vprašate, je skoraj vedno vsaj eno vprašanje, ki se nanaša na to temo. Tako da izpade, da vam jaz vse pod kontrolo, ampak ni glih tako, no. Dajmo danes majčkeno tega govoriti. Pozabil sem že, kako je snemati pa kolesariti, pa govoriti v kamero. Tako, mogoče sem danes majčkeno bolj zadihan, kot ponavadi. Bo tudi to s treningom zdaj spet malo boljše. Ampak ja, gremo na našo temo. Zdaj, tako je, vsak mora zase najti tisti najbolj optimalen način, kako vse to kontrolirati, pa si porazporejati, ne vem, kako bi temu rekel. Vsak ima majčkeno drugačne službe, drugače pogoje in ja, mora najti svojo cono dve, bi lahko rekel, nekako na ta način. Ampak ja, jaz pa lahko povem, kako se jaz tega lotam, oziroma midva z Majo in kva za naja dela. Mogoče komu to pomaga. Zdaj, najprej bi začel službo. Kar se službe tiče, ne moreš prav kaj dosti narediti. Simpla enačba. Če ne hodiš v službo, ni denarja, če ni denarja, ne preživiš. To je to. Tako da ja, v službo je treba hoditi in pol v bistvu porazporejaš ves čas, ki ostane izven službe. Pri meni je tako, jaz imam srečo, jaz delam od 9 do 5, ampak imam tak del, da lahko veliko stvari naredim tudi od doma. Tako da velikokrat ostanem doma ali pa enostavno prej zaključam v pisarni in grem domov. Tako da sem že tisti čas zdaj na primer lahko z Ožbojem pa z Majo pa z Aljažem, ko pridem prej iz službe. Važno je samo to, da je v bistvu vse za službo narejeno in nimam nobenih problemov. Tako da, kot pravim, glede tega imam kar srečo. Upam, da medvedi spijo. Čeprav tele naše zime niso več zime. Kar se pa tiče družine pa kolesa, je pa pol tako. Jaz mislim, da je najbolj pomembna stvar, se pravi, organizacija in komunikacija s partnerjem. Pri nama je tako, oba imava službe, oba imava hobije, 2 otroka imava, pa za tisto češnjo na torti Maja dela še doktorat. Tako da si lahko predstavljate, brez komunikacije pa organizacije bi šlo vse hitro v maloro. Maja mene fejst podpira, to vedno tudi omenjam, zato ker ne jemljem tega kot samoumevno. Veliko mi pomeni to, da imam svoj hobi, da ona to razume in da nikoli ne komplicira. Tudi če gre, ne vem, za 4 ure ali pa tudi več na kolo, nikoli ni problem. Zdaj, moram pa pol jaz tudi poskrbeti, da v isti meri jaz pomagam tudi njej, ne. Zdaj, če gre ona na trening, če dela za šolo, moram jaz poskrbeti za otroke. In ja, enostaven se morava drugemu prilagajati. Takrat, ko vem, da ima ona trening ali pa da bo delala za šolo, enostaven jaz probam narediti trening zjutraj pred službo ali pa pol zvečer, ko gre Ožbej že spat. Pa tako je, zelo pomembno je, da ne
zatajiš takrat, ko si ti na vrsti, da uskočaš pa nekaj narediš za drugega. Ker če to narediš, se hitro lahko naredi tisti domino efekt in se vse skupaj podre. Nama gre zaenkrat odlično, vsaj jaz, ko mislim. Bom pa pol probal tudi Majo dobiti pred kamero, da tudi ona pove svoj pogled na ta hobi moj, pa vso organizacijo, vse to, kar vas po mojem tudi zanima. Zdaj pa dosti govorjenja, za nekaj časa grem na razgledno točko. Zdaj sicer majčkeno se že majčkeno je zmrznen, tako da moram biti vseeno kar previden pa počas v klanec, dol pa še bolj počas. Gremo na razgledno točko, ajde. Tale let mi ni čist nič všeč, če sem čist iskren. Tako da bom raje že zdaj obrnil. Saj gor še gre, no, ni tak problem, ampak pol za dol si pa ne predstavljam tile drsalnice. Ja, napravim se, gume spustim pa gremo. Glejte, čist počas. Pazi zdaj tole. Ustavil sem se spotoma še tukaj pri šoli, toliko da vam eno zadevo pokažem. Tole je to. Iz podjetja Cycplus, takole se vidi, so me kontaktirali pa mi rekli, če bi sprobal njihovo električno pumpo, tole majhno prenosno. Seveda sem bil takoj za, zdaj prosil so me, da če mi bo všeč, da jo vključam v video. Jaz mislim, da je res super. Zdaj vam bom tudi pokazal, zakaj. Na jelovci prej se spomnite, da sem spustil tlak v gumah, ne? Le zdaj to. Tlele tole pržgem, tako da se bo videl. Pržgem in lahko nastavim, na koliko hočem imeti gumo napumpano. Tako da, zdaj sem nastavil na 2,30 in zdaj samo pržgem in ona bo svoje naredila. To je to. Zakon. Če kjerga majčkeno več zanima o tej pumpi, bom čist na koncu tega videa tudi majčkeno več o njej povedal. Od specifikacij do tega, do mojih izkušenj z njo. Ura je, da vidimo,
pol enih. Tako da bo v bistvu super, da sem se obrnil, ker drugače bi zamudil še kino. To pa ne bo dobro. Hvala. Nekaj dobro diši. Nama se že majčkeno mudi, ker se morava do rudnika zapeljati. Kva greva gledat? Bad Guys 2. Bad Guys 2. A kaj mi čakaš? Aha. Jaz tudi. In strokovna ocena risanke. 10 od 10. Ja? Kaj ti je bilo najbolj? Ker so šli v vesolje. Dobre bile. Oj. Hvala. Gledam, sam nisem. Oj. Ne znam kola, to kar mej. Okej, rekla, Nalej kokic malo en kup. Bova spila, ker Vzela sva medium kokice, ampak nisem medium. je preveč. Čau. Mama. Big mama. Takole, pa jo imamo. Danes že na furi sem rekel, da bom pol še Majo probal dobiti pred kamero, če bo povedala še ona svoje mnenje o vsem tem. Sicer me je že sprašvala, kaj naj pove in nisem rekel, da naj karkoli, oziroma nič nisem naročil, zato ker hočem, da je čim bolj realno, tudi iz njene strani, da ni neki zaigrano vse skupaj. In sicer danes sem govoril o tem, kako midva poskrbiva za to, da se hobi, kolo, služba, kako vse to, ta čas zorganizirava. Pa malo ti povej, kva misliš o kolesarjenju, mojemu hobiju, v vseh teh zadevah, no? Ja, kar ti počneš, ne vem, če je še hobi, glede na to, koliko časa na teden porabaš Ja. za to. Gre pa v bistvu predvsem za zelo strukturiran urnik vsak dan ali pa na tedenski ravni. Sploh, da skombinirava tudi moje hobije, ker ne sedim samo cel dan doma pa gledam v zrak. A ne, in imam 2-krat na teden tudi jaz trening, ki je krajši kot tvoj. Ja. A ne? Zdaj zaenkrat je še mogoče malenkost lažje, ker jaz še nimam službe. Ko bo pa konc porodniške, bo pa spet treba na novo se usesti, dogovoriti, kako bova se skupaj splanirala naprej. Ampak je pa nekako, jaz sem govoril o tem, nisem ti povedal, tako sem rekel, nisem hotel povedati, kaj sem jaz govoril, ampak jaz sem na primer povedal to, da se mi zdi, da je najbolj pomemben to, da se partnerja dogovarjata, pa da je ta komunikacija pa organizacija, no, da brez tega ne bi šlo. Tako kot sem rekel, ti imaš hobije, jaz imam hobije, ti delaš še doktorat zraven in če se ne bi pogovarjala pa dogovarjala sprot, mislim, da to ne bi šlo čez. Ne, ker ogromen časa gre za pisanje doktorata. Vsak, karkoli dela na fakulteti, ve, koliko enih ur gre za pisanje takšnih stvari. Se pravi, 2-krat na teden še treniram ples na drogu, tako da gre tudi s tem tam nekaj ur in pripravam in razgibavanju in ponavljanju elementov. Pa da si v bistvu tudi jaz lahko vzamem čas samo zase, ne samo mi kot družina, ali pa da smo, ne vem, da sem jaz sama s malima, ki ti greš kam. Ja. Ampak ja, tukaj gre res za dogovarjanje, za sprejemanje kompromisov, vsak se mora nečemu tudi odreči, vsem skupaj, da oba lahko prideta do izraza. Pa se nekako strinjava, da je komunikacija pa organizacija
tisto, kar pač omogoča vse skupaj. Ja. Ne vem, se sploh ne vem. Tako kot si rekla, pa misliš to, da ni več hobi, ampak da že ful resno vse skupaj. Ja, se je. Ja, konec koncev, hobi je nekaj, v bistvu, kadar imaš ti čas, počneš, a ne, recimo, ne vem, jaz imam voden trening enkrat na teden, a ne tisto uro pa pol. Ostalo, kar počnem doma, je, ko se jaz odločam, ker imam jaz čas, lahko delam trening na drogu. Ti imaš pa vodeno, pa strukturiran trening v bistvu vsak dan, cel dan ti potegne za sabo, ker imaš in priprave in organizacijo in potem Vse tudi treba okrog pol še. ogromen vikendov gre za dirke, ker jaz recimo se udeležim ene dirke eno tekmovanje na leto, a ne to samo ena sobota, ki je namenjena meni, No. tvojih vikendov je pa velika, ne. Ja, to je res, to se strinjam. Jaz sem ful vesel, da me podpiraš pri tem, ker mislim, da ne, da drugače bi že vedel. Ja. Ampak še kaj takega iz moje strani, kar bi lahko naredil, da bi bilo še bolj, ne vem. Zdaj imaš šanso, da poveš klep v kamero predvsem. Ja, ne, na ta račun, ne, to morajo vsi se zavedati tega, da ko imaš enkrat tako natempiran urnik, vse te se pravi zapravljalci časa malo odpadejo, ne, se pravi, ne moramo zdaj si privoščiti, da bi gledali neke filme ali pa ogromen ur presedeli pred televizijo, tudi na telefonu, da bi zdaj, ne vem kako scrollal po ekranu, a ne odpade, ampak ta čas, ki bi ti takrat si želel mogoče privoščiti za počitek, ga moraš takrat nameniti družini, a ne, če si prost. Tako, se strinjam. Pa seveda vsem gospodinjskim opravilom, ki ravno tako počakajo. Se ne naredijo sama. V glavnem, ja, hvala, da si bila del videa, da si pristala na tole. Vam pa tudi hvala, da ste gledali. Zdaj, tako kot sem rekel, zdaj po temu bom naredil še posnetek od tiste zračne pumpe, za tiste, ki vas zanima. Ampak ja, to je nekako to za današnji vlog. Vse skupaj je bilo majčken nametan, pa spet na vseh koncih, ampak takole je po zimi. Jaz upam, da so vam tudi takole videe v redu. To je to. Se vidimo, zdaj pa še od pumpe pogledajte, če vas bo zamikal, da jo kupite. Jaz mislim, da je ful dobra. Če si še kar tukaj, pa če še zmer gledaš, pa to pomeni, da te tale pumpa res zanima. Zdaj, meni so poslali tale model Cycplus AS2 Ultra. Na voljo imajo več modelov, tako da morate vedeti, da jaz bom govoril točno o tem. Zdaj ne bom prav dolg, zato ker vse glih je tole pumpa, ni raketna znanost, ampak so pa stvari, ki jih je treba povedati. Dajmo najprej na hitro pogledati, kaj vse dobimo v škatli. Ta glavna stvar, seveda, pumpa. Pumpa pride takole v silikonskem ovitku, to pa zato, ker ko jo uporabljaš, se ta segreje in sicer lahko silikonski ovitek daš stran, ampak jaz tega ne bom naredil, je čisto v redu, nič ne ovira in se jo komot uporablja. Je pa pumpa zelo majhna, komot se jo pospravi v torbico, v ruzak, kamorkoli, v bistvu tudi v žepno in ja, je manjša kot 2 CO2 bombici skupaj, tako kot sem do zdaj mogel nositi. Zraven pride tudi kabel, da jo lahko filaš, vodoodporna vrečka. Pumpa ni vodoodporna, zato je fajn shranjevati v tej vrečki, če slučajno te kje dež ujame ali pa če čez kakšne luže vozaš, da voda ne pride do pumpe. In pa še zadnja stvar sta pa tele dva nastavka, se pravi podaljšek. To je zelo fajn uporabljati, pa simple, sicer lahko pumpaš tako, da ventilček nastaviš direkt na tole in pumpaš, ampak še vseeno se mi zdi lažje tole gor naviti, ta del naviješ na ventilček in gre lepo čez. Druga stvar pri temu podaljšku je pa ta, da ščiti ventilček pred toploto. Tako kot sem prej že omenil, ko pumpo uporabljaš, se ta segreje tukaj in če imaš kakšne plastične ventilčke, to lahko poškoduje ventilček. S temule podaljškom se pa to prepreči. Še ena zelo super zadeva, ki pride zraven, je pa tale
nastavek za pumpa žoge. To se vedno išče okrog hiše in ponavadi ga nikoli ne najdeš. Zdaj, ta prva stvar, ki sem dobil tole pumpo, sem napumpal žogo. No, te varim, ampak res. Zanimale ste me predvsem dve stvari. Koliko močna je sploh pumpa, pa koliko natančna je glede na to, da ima svoj manometer vgrajen. Vse skupaj sem testiral na cestni gumi, 28 mm široki, navadna zračenca, pa filal sem jo do 6 barov. Zdaj pa to pogledaj. Skoraj 3-krat. Wow. Hudo. Ja, 3-krat je skoraj do konca nafilala gumo, kar je kar neverjetno. No. Mislim, da je čez glavo, če greš ven, pa če ti 3-krat guma poč, pol imaš res kar veliko smolo in če ne drugega ti že prej zračen zmanjka, kot pa zraka pri tej pumpi. Tako da ja, kar se tiče moči, jaz mislim, da jo je dovolj. Zdaj, kar se pa natančnosti tiče, pa tudi tole pogled. Gumo sem vedno nafilal do 6 barov. Zdaj, ko sem testiral z manometrom, ki ga uporabljam vedno, je pa ta pokazal, mislim, da 5,90, če se prav spomnim za nazaj, ker sem zjutraj to delal. In ta odstopanja so res minimalna, zanemarljive številke in je čist lepo zaupam teli pumpi in ja, sem zadovoljen. Skozi bo z mano, boljš to voziti s sabo, pa da lahko nafilaš kot pa CO2 bombice, ki so v bistvu za enkratno uporabo. Ja, takole, če bi ti tudi imel tako pumpo, sem se pa zdaj uspel zmeniti za majčken popusta in sicer v opisu tega videa bom pustil link, tam pa lahko uporabiš kodo NZ Adventures in dobiš 5% popusta, kar pa ni slabo. Božiček bo kmalu, zakaj pa si ne bi naročil ene takele pumpe, ki te lahko reši in je priročna. Ja, če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, pa se kmalu spet vidimo. Ajde, živ!